Boštjan Pertinač nas vabi na Kras. Boštjan, zdravo. Živjo. Najprej čestitka za nagrado na Kantfestu. Ja, bronasta kanta, tako bi lahko rekli. Kam si jo postavil? Po pravici povedano sem jo uporabil za umazano perilo, ker sem ravno razmišljal, da bi kupil eno posodeno kanto v Ikeji za umazano perilo za stanovanje in na koncu, je odlično prišla na svoj račun. Daj jo nekam na stran, ker ti ne veš, kdaj kakva voda pridrvi. Ja, v zadnjem času je to kar žal pogost pojav. Moram reči, da na Krasu imamo to srečo, da je podtalnica izredno porozna in vsa voda zgine, ampak ostala Slovenija je bila kar močno prizadeta v zadnjih poplavah, tudi Primorska ta vikend, oziroma prejšnji teden. In ravno zato smo pa tudi v nedeljo stopili skupaj, vsi primorski glasbeniki, in smo na Titovem trgu v Kopru odigrali en odličen, fenomenalen, dobrodelni koncert. Na Kantfestu si predstavil 2 pesmi, je to podlaga za drugi album? Ja, v bistvu drugi album je končan in te 2 pesmi so bile v bistvu nekako dane na stran in čakal sem Kantfest, da jih predstavim in s tem lahko napovem tudi nov album, ki nosi ime Kraške štorije, na katerem je zbrano 11 zgodb, ker štorije pomenijo zgodbe v našem dialektu, 11 zgodb iz različnih smeri in virov na Krasu. Nekatere so avtobiografske, večina pa ne, so kot Silvo ali pa Tarzan, ko so bile resnične osebe. Že si omenil 2, ki si jih predstavil na Kantfestu. Obe zvenita res iz resničnega življenja. Ja, Silvo je v bistvu zgodba malega človeka, ki je ob prodaji parcel za industrijsko cono terminala v Sežani zaslužil bajno bogatstvo, ko ga je kakor dosti ljudi v našem okolišu, kamor se nahaja izredno dosti kazinojev in igralnih salonov, zapravo to bogatstvo tam. Moram poudariti, da Silvota je pripovedoval eden in edini Gojmir Lešnjak Gojc. Druga zgodba pa govori o Tarzanu, ki se preživlja s tem, da je bil kontrabandist. To pomeni, da je po domače švercu čez mejo. Švercu je šnopc, jajca in podobne dobrine, ki so se nahajale tukaj na Krasu in so jih pridelovali ljudje in zamenijo jih je za reči, ki so se dobile v Italiji, kafe, kavbojke, kasete in podobno, ki takrat v Jugoslaviji in Sloveniji tega ni bilo toliko oziroma bilo izjemno dražje in slabše kvalitete. Dejansko sta obe zgodbi nekako zgodbi o pohlepu. Ja, in še marsikatera gor na albumu, tako da jaz se veselim izida nove plošče, mislim, planiram nekako drugo leto, en single bo išel še novembra, ne bi kaj preveč obljubljal, ko se zmeram nekaj zalomi, da ne bo kakšnega razočaranja. Boš katero od teh 2 tudi video upodobil? Mislim, da te 2 ne bodo dobile video podobe, ker so same zase samozadostne in tudi odziv samih audio vsebin je bil izjemen. Mislim, da je bilo v prvem dnevu 10.000 ogledov na vsaki, ker je kar nekaj. Bo pa naslednja pesem definitivno dobila video obliko. Bova pa sedaj eno tudi spustila našim poslušalcem. Katero si izbral? Izbral sem Silvota, ker mislim, da se lahko marsikdo dobil v tej zgodbi, ne samo na Krasu, verjetno tudi v Ormožu. Skladbo sedaj pošiljal v eter. Boštjan, hvala za danes, ter uspešno in delamo naprej. Hvala tudi vam in hvala poslušalcem in se vidimo ob naslednji priliki. Sem Boštjan Pertinač in poslušate oddajo Radioaktivno. Je štorja o Silvu Štrlanu in kako se je znašel na Kantvanu z majhne vasi Vrlek doma, vas za katero marsikdo ne zna. Silvo je grozno rad kakšno rekel, maš rajši peje o betolo teku. Otrok nijamo, niti žene, me psa, bo pa spi čisto krna baštar do ta. Lahko bi rekli, da Silvo je kmet, v njemu ni bilo neke voje za živet. Važno da fleškven, poln je vina, ali pa una prozorna tekočina se zibrina. Vrlek ni grozno premožna bila vas, eni bi rekli, da povozujo je čas, pole so prišli investitorji z Ljubljane, radi bi kupili parcele zelo Sežane.
rad je zabilo, želvce mal zvilo, skor dobu bi kilo. Od danes naprej ne bom več kmet, zdaj kupo se bom vse, kar bom dal med. V Betulu prav nič več ni zahajal, Zdaj sem gospod, po vasi je lajal. se spodobi človeku, popolna soldov je vreča, da se tudi v kazinoji nasmehne mu sreča. Jehru je dneve in dneve, makej, ko kazino večino pobere. Kukar so prišli, so šoldjanka šli, once bilo bleščečih noči. Pravijo, da denar je sveta vladar, in dokler imaš največji si car, ma ko šoldu enkrat zmanjka, si sposvedeš porube te banka. Kuku zaskmjeta je ratu gospod, zaspora se hitro je znašel odspod. Sirva moj, upam, da si srečen, s denarjem nikoli